otroci, spet smo nazaj. Se še spomnite, kaj smo se naučili včeraj? No, kaj smo se naučili, da? Ja, da denar ne raste na njivi, pa da brez dela ni dela. No, in sedaj smo pogledali naprej. Ostržek ni imel več nobenih cekinov. Vedel je, da sedaj ne bo mogel kupiti abecednika zase, niti suknje za očeta. Vedel je in bil je zelo žalosten. Vedel pa je, da se lahko tudi poboljša. Veste, otroci, vedno smo lahko še boljši. Danes se vrnem k očetu. Grdo sem ga polomil, ko sem zaupal, ko sem nasedel zvitorepki in mačku brljavu. A odslej hočem biti boljši. Hočem poslušati le dobre glasove, nič več tistih priliznenih, ki lepo govorijo, a te potem zaperejo v nesrečo. Lačen sem. Kaj, ko bi se malo ustavil tukaj in kaj pojedel. Tam vidim eno majhno hiško, mogoče pa tam najdem poštene ljudi. Jaz sem bila Kravolaska. Živjo, jaz pa sem ostržen in sem zelo lačen. Kaj se bo že našla? Najprej sem šel v gledališče, ampak potem sem šel v šolo. Lutkar mi je dal 5 zlatnikov in pa tista 2 roborja sta me napadla in sta mi ukradla vse zlatnike. Ja, zakaj se posmejiš? Smejam se tvojim lažem. Kako pa veš, da lažem? So laži, ki imajo kratke noge, in so laži, ki imajo dolg nos, tako kot ti. Kako sovražim ta nos! Kako ne pa tak hodim naokrog? Laž je grda razvada, ampak pomisli, mogoče pa se ti nos lahko skrajša, če poveš po resnici. Če me je pa sram. Najprej sem šel v gledališče namesto v šolo in sem zamenjal abecednik za vstopnico in potem sta me zvitorepka pa maček brljav zapeljala, da sem jima nasedel in potem sem mi še ukradla cekine in če bi ga poslušal Murna modrega, se bi to meni zgodilo. Kako se zdaj počutiš? Imenitno! A že nos se mi je skrajšal! Pa še moje srce je zdaj presrečno. Veš, kdo govori resnico in čuti svobodo. Sedaj pa srečno pot ostržen, da ne boš spet nasedel goljufa. Nič več laži, prav? Prav, zmenjeno. Hvala, bila Kravolaska. Srečno. Jo. Wow, kako lepo grozdje. Gotovo je slastno. Ampak škoda, ker ni moje. Ni nikogar. In mogoče se ga čisto malo samo utrgam za popoti. Utrgam pa samo 2 čisto majčkena grozdka, to se sploh ne bo poznalo. Au! Ne morem premikati nog! Kdo je nastavil to grozno past? Poglej, koga smo ujeli! Kaj pa ti počneš tukaj? Stopil sem v vinograd. In? In hotel sem utrgati 2 čisto majhna grozdka. Ja, pa je grozdje tvoje?
Jaz do te pa naučil krasti tuje stvari. Veš, kdor krade grozdje, krade tudi kokoši. Ne, nikdar nisem ukradel nobene kokoši. Veš, Nikdar. ta tičem pa ne verjamem, kar z mano greš. Ja. Takole, kar z mano pojdi. Ja. Veš, danes smo bil za čuvaja, jutri pa poravnava račune. Veš, stari pes sultan je umrl in nekdo mora paziti na kokošnjak, ki ga skoraj zropajo, ne? Nesrečna sem. Kaj pa sem hotel imati nekaj, kar ni mojega? Ojoj. Vse zadnje mi je Muran modrec spet bral. Spih, še sultana prepričava in greva na delo. Zdaj gre zares. Dober večer, sultan. Jaz nisem sultan. Kdo pa si? Ostržek sem. Kaj pa delaš? Ja, začuvaja sem, ker je sultan poginil, namesto sultana. Dobro, predlagam ti, da sprejmeš enake pogoje kot ti sultan. Kakšne pogoje? Vsak teden bomo lisice prišle v ta kokošnjak. Vsakokrat bomo vzele po 8 kokoši. 7 jih bomo pojedle mi, 1 pa prepustimo tebi. Dobro, predlagam ti, da sprejmeš enake pogoje in ne pride niti na misel, da bi zalajal in zbudil kmeta. Zdaj pa kar zaspi. Mi pa ti prepustimo 1 kuro za jutrišnji zajtrk. Ne vem. Muran modrec bi mi sedaj verjetno rekel, da zbudim kmeta, a ne? Ja. Ampak ne vem, če bi to storil. On je bil prejle prav grd do mene in me je zmerjal in mi ni verjel, ko sem povedal po resnici in me je kar zavezal. Ampak lisice so neumne tatice, a ne? Ja. Ne bom jim dovolil, da poberajo in ubijajo kure. Ne bom jim dovolil, da bi me podkupile. To ni prav. Jim bom že pokazal. Zakaj pa je? Ja, tatovi so tu. Kje pa so? Ja, tam v kokošnjaku. Pa. On bom že pokazal, da ti se mali. Zdaj sem vas pa dobil. Težka kazen vas čaka. Kačmarjev boste šle za dobro kosilo. Ja. Samo še malo počakajte. Res imeniten dečko si ti. In ali si spal ali bedel? Spal sem, ampak potem so me lisice zbudile. Celo obljubile eno celo kokoš, če ostanem tiho in vas ne zbudim. Ampak sem rekel, da to ni pošteno in zato sem vas zbudil. O, imeniten in priden dečko si ti. In ker si bil tako prijazen, to zelo cenim. To je velika vrlina in dobra. To zelo cenim in te bom kar izpustil, da boš hitro odšel domov. Početu svojemu, ne? Ja, hvala, ampak vas lahko še nekaj prosim. Povej. A lahko en grošč za popoti, ker sem zelo lačen. Ker si tako lepo prosil.
ti bom dal en groz zate in še enega za očeta, kar pojdiva. Tole. Zdaj, kar izberi si tukaj en groz. 2, ne, 3. Škure so zelo drage, če v teh cajnih, ne, ja. 3. Hvala. Čudovito! Ostržek je pokazal, kako dobro srce ima v resnici. Iskreno in plemenito. Sicer vsakič, ko ne naredi kakšna neumnost. Ja, ampak se poboljša. Veste, kadar mi delamo dobro drugim, delajo drugi dobro nam. Se strinjate? Ja. No, in to si sedaj dobro zapomnite, da boste vedeli, kaj morate povedati. Dobro in plemenito srce, bogati druge in nas. Pa nasvidenje!